Dober večer vsem skupaj, dobrodošla Pija v Mariboru. Pa bi mogoče začela s tem, kako nekako se je to vreme sovpadlo z atmosfero, ki je tudi v romanu Težka voda. Pa bi najprej začela mogoče z naslovom. Jaz že vem sicer, kako je nastal, ampak me zanima, kako si se kar naenkrat, v tistem trenutku, ko si se v avtomobilu zbudila, naletela na besedno zvezo Težka voda in rekla, to bo naslov romana. Ja, najprej najlepša hvala. Meni se zdi super, da sem lahko danes tu. Sploh zato, ker bi bil lahko marsikdo, glede na ta fabulin izbor, tako da res najlepša hvala. Je pa hecno, ja. Zdaj ta knjiga je šla lanskega junija in potem so sledile poletne počitnice in je seveda Goga v parih primerih potem predlagala to knjigo kot plažno branje, ker se mi je sicer zdelo zelo lepo, ampak res zgrešeno, ker mi je potem par ljudi, ki so to vzeli na plažo, rekli, joj, Pija, če zdaj tam poslušam otroke, ki se igrajo, pa galebe, pa tam pišeš pa ti o paradajzih, ki gnijajo na gredici, pa ne, tako da danes je res primerno vreme za to in tudi potem primerni dnevi za branje nečesa takega. Je pa res, bom prišla do naslova, ampak je pa res, da se jaz v svojem pisanju močno naslanjam na atmosfero, tudi ponavadi začnem pisati iz nekega stališča atmosfere in potem temu sledi in sama vsebina ali pa neki vsebinski nastavki in slog. Tako da tudi v bistvu in za kratke zgodbe ali pa za krajše tekste in za daljše nekako sama vstopam vanje preko atmosfere, ker si potem tudi želim, da ko bralec vstopi v to zgodbo ali pa v ta svet, se v bistvu ta svet zgradi okoli njega. Se mi zdi, da sta tukaj dva različna pristopa avtorjev nasploh. Eden je ta, da bralec stopa skozi svet, ki ga je pač avtor zgradil, drugi pa ta, da nekako bralec, jaz si to tako predstavljam, ostaja središče, svet se pa gradi okoli njega. In to je izrazito taka knjiga, zato ker tudi nimamo linearne zgodbe, tako da ti ne moreš stopati skozi nek svet. Zdaj glede naslova, jaz sem si pravzaprav želela naslov, ki bo dovolj pomensko odprt, da si bodo lahko pač ljudje to sami interpretirali, tudi zato, ker si jaz ne želim, da bi mene naslov preveč usmeril pri pisanju. In ja, to se je potem res zgodilo, tako da sem se peljala na morje in se potem tam nekje ob Novem mestu zbudila na zadnjem sedežu in pogledala čez okno in je bila tam tabla Težka voda. In si rekla, to bo moj naslov. Pa sem pa rabila ugotoviti, če to sploh paše na knjigo in presrečno ugotovila, da ja. Ampak nekako se je zdelo prav, Dobro se mi je slišalo, zdaj se mi je tako, da pač je dovolj odprto, hkrati dovolj pomenljivo. Je pa to pač kraj pri Novem mestu. In potem je nekako tako nanesel, da imam jaz zdaj novomeško založbo Goga. In potem je prišel na novomeški predstavitvi en gospod do mene in je rekel, jaz sem si toliko časa želel, da bi nekdo napisal knjigo o našem kraju. In pa mu nisem imela srca povedati, da to res ni knjiga o tem kraju. Ampak ja, je pa to pravzaprav knjiga o lahko vsakem nekem manjšem kraju v Sloveniji. Ravno sem želela reči, da lahko pa bi bila, kaj ti izbrala si v bistvu neznano vas. Zakaj se ti je to zdelo pomembno? Torej, veliko je teh nekih neznank še, tudi z imeni, ampak o tem bova kasneje. Zakaj torej neznano vas, ki nima imena? Ker se mi zdi, da ga v bistvu ne rabi imeti, ker je tako univerzalna, pa hkrati tako partikularna, da ljudje, ki so ali pa smo odraščali v teh okoljih, se bomo prepoznali, brez da bi pač rabila povedati, to je pa o tem. Sicer obstajajo skozi knjigo neki kvalifikatorji, pač neke žuželke, pa tako, ne vem, rast bukev nad neko obstajajo pač neke točke, ki nakazujejo na to, da to leži nekje na Gorenjskem, pa mogoče potem ta nek Martin dialekt, pa način govora, pa tako. Ampak ja, to je pravzaprav katerakoli vas, se mi zdi, da je zelo, zelo slovenska, ampak to je neko tisto neimenovano, v katerem je pač odraščal marsikdo izmed nas. Torej je malce avtobiografskih elementov v tem, torej tvoje otroštvo na vasi. Ja, absolutno. Zame je pač to nek poklon tej vasi pač Komendi, v kateri sem jaz odraščala. Ta neka topografija vasi
ki je pač vas težke vode, je nekako topografija Komende, imaš tam to Koruzo, pa Bajer, pa Cerkuco na hribu, pa tako. Jaz sem si, ampak to čisto osebno, ne da bi si jaz želela, da pa zdaj bralci hodijo s tem po Komendi, pa so tako olej Bajer, ne, ampak bolj zato, da jaz nekako pravim s tem delom pač svojega življenja, izpostavim stvari, ki se mi zdijo morda problematične v takšnih relacijah, pa se hkrati na nek način poklonim temu. Ne samo vasi kot taki, tudi pač kot rečeno nekim relacijam, mogoče tudi te cerkvi, sferi cerkve, ki nekako stoji kot neka nadvlada v takšnih vaseh. Tam je en stavek v knjigi, ki ga izreče župnik, reče, ja, cerkev je zato, da ljudi v kup drži. In jaz imam marsikaj zapovedati glede pač te cerkvene konstelacije, specifično v Komendi. Je pa tukaj marsikaj zapovedati tudi o tem, ne? Da so pa vseeno to neke stvari, ki ljudi v teh skupnostih držijo skupaj. In se mi je zdelo pomembno izpostaviti tako mogoče šibkejše plati tovrstnih skupnosti, kot tudi močnejše. No. Te relacije, ki jih omenjaš, se mi zdi, da so zelo dobro izrisane, tako zelo čutimo te ljudi, odnose med njimi. Kako si se tega pravzaprav lotila? Si imela neko strukturo prej? Nekateri avtorji mi namreč, pisatelji pravijo, da v resnici pustijo, da jih liki vodijo. Ja, jaz sem se tam nekje na polovici knjige nekako zavedla, da zdaj liki govorijo sami zase. Se mi zdi, da moraš zelo veliko truda vložiti v to, da potem shodijo, ne? In se potem nekako tako osvobodijo tega, kar si jim ti zastavil. Ampak se mi zdi, da takrat uspeš, ne? Ko začneš pisati dialoge, ki jih ti nikoli ne bi izrekel, ali pa stvari, ki jih ti nikoli ne bi pomislil. Meni je bilo ta točka, mi je bila, zdaj tukaj v romanu imamo dva para, imamo Ido, pa njenega neimenovanega moža, pa Marto, pa njenega moža. In ja, ko je Tone tam po nekem njunem prepiru si čisti čevlje, pa na koncu pomisel, ne znam je ne odrivati stran. In to je bila meni točka, kjer sem si rekla, jaz nikoli tega ne bi na tak način izrekla, ali pa jaz v bistvu ne bi na tak način sploh pomislila tega. In takrat sem se zavedla, ok, to zdaj živi samo zase, on pač živi kot neka zaključena celota. Ne. In potem se nekako presedeš bolj na sovoznikov sedež in malo spremljaš, kaj se jim dogaja. Se pa kdaj mogoče tudi to ne zgodi, ne? In pač ni vsem to kvalifikator tega, da je to dobra knjiga, je pa meni to pomagalo pri tem, da sem nekako se zavedla, ok, to ima neke temelje, ne? Ker če jih ne bi imelo, potem bi se nekako sesedalo, pa bi jaz mogla to porivati dalje. Zdaj glede samega snovanja likov, jaz sem res pač želela bolj kot to, da bi imela idejo, jaz si želim take pa take like zasnovati, sem si želela popisati to, kar sem poznala, pa to, kar sem pač spremljala v otroštvu, ali pa skozi, ne vem, zgodnje odraščanje. Se mi zdi, da če pristopaš preveč programsko k stvarem, pač potem stvar ne živi. In če pristopaš preveč programsko, se ti lahko zgodi, da začneš ploščiti ljudi v neke sprejemljive ali pa prebavljive ali pa mogoče neke arhetipe, ki so trenutno popularni ali pa trenutno aktualni, ali pa se ti zdi, da bodo ljudem všeč. Pač Marta specifično je recimo zelo nevšečen lik. Meni sploh zelo, pa da so potem prišli do mene tudi bralci, ki jo imajo zelo radi, ampak ja. In se mi zdi, da si moraš pustiti pisati take ljudi, ker taki ljudje smo. In spraševali so me tudi v tem obdobju od izdaje, tam je na primer ena čist nepomembna sekvenca vmes, kjer imamo Ido, ki pride do pač Mileninih staršev, Milena je njena prijateljica iz otroštva in je tam njen zelo neprikladen oče, ki je malce sumljiv. Tako do svoje žene, kot predvsem do teh dveh zelo mladih deklet.
In potem so me ljudje spraševali, pa zakaj ti je bilo to treba, če pravzaprav tega ne razdelaš, pa to nikoli ne nasloviš v knjigi, pa ne vrti se okrog tega knjiga. To je pač sam nek ful čuden, ful sumljiv tip, ki ima mal preveč rad svojo hči pa njeno prijateljico. Ampak meni se pač ni zdaj potrebno komentirati tega odklona. Ker, Razviti zgodbe, ne? ja, Pol iz zato ker tega. ni čist vsak odklon tam samo zato, da se ga komentira. Pač ljudje smo zelo kompleksni, zelo raznoliki in pač je to treba popisati. Vse neke odklone, vse prijaznosti, vse neprijaznosti, vse male, velike krutosti, brez da bi se mi zdi imeli potrebo potem, da čisto vsako analiziramo in kontekstualiziramo. Ker pač tudi v življenju ni tako, ne. Je, to sem želela reči, da je tako zelo življenjsko, saj tudi v življenju smo izpostavljeni raznimi fragmentom, pa zdaj niso vsi usodni, iz vseh ne naredimo romanov. Mogoče bi še to vseeno poudarili, mislim, si dosti mlada, ampak knjiga v resnici obravnava ženski v zrelih letih, če tako rečem. Menda je bila tvoja babica na nek način tudi malce navdih za to. Ja, jaz si delim, sem si delila rojstni dan s svojo babico in potem, ko je ona umrla za rakom, umirala je leta, tako da ni bilo nobeno presenečenje, tako iz danes na jutri. Sem imela dovolj let, dovolj časa, da bi nekako me dosegla ta ugotovitev, ampak se je to zgodilo šele potem, ko je dejansko umrla, ko sem ugotovila, jaz nič ne vem o tej ženski. Zame je ona bila vedno babi. In je pač vedno bila izključno funkcija, ne? Tako kot so naši starši zelo dolgo, dokler pač ne odrastemo do nekih normalnih let, so pač funkcije. In jih vidimo kot to in jih sodimo kot to. In nekako potem sem se začela spraševati, kdo pa je sploh bil ta človek. In potem začela razmišljati o tem, kako pravzaprav dojemamo starejše ženske, tako v intimnih kot v javnih sferah. In se potem čisti iz tega, ne toliko iz te družbene perspektive, ampak čisti iz osebne perspektive, kot pač nek dolg, skoraj nek poplačan dolg pač tej ženski, odločila pisati o tem. Ona tudi v bistvu nima otrok, to se ti je zdelo najbrž zelo pomembno izpostaviti. Meni se je zdelo zelo dragoceno, ker v bistvu vidimo, kakšna potem obvelja vas. Jaz mislim, da to ne velja ne samo za vasi, ne velja za starejše ženske, ampak to še vedno precej prisotna tema, torej nerabna takšno funkcijo ima. Kako je torej to, da ona nima otroka, potem vplivalo na njene odnose z drugimi, ne samo ženskami, ampak z drugimi ljudmi v vasi? Ja, zelo močno. Zdaj jaz tukaj v Težki vodi sopostavljam dobro, tukaj imamo dve ženski, pa župnika, pa ta dva mrtva moža, potem imamo pa še dve kravi, ki se zelo tako pogosto in meni sta zelo ljubi, se pojavita v Liska in Biba v knjigi in potem roman nekako sopostavlja usodo Ide in Marte z usodo teh krav, ki pač nekako potem, jaz sem ukradla od Marke za to besedo nerabna, ker se mi zdela super. To je tudi njegovo, to, da je sedla na prižgano ognjišče in to sem pobrala o tem. Ker se potem tudi te dve kravi oziroma pač vsaj ena od njih se izkaže za nerabno, ker ne daje mleka. Ne? In tukaj se bom vrnila na materinstvo, ampak tukaj se mi pravzaprav zdelo zelo pomembno izpostaviti to vprašanje, ki je pravzaprav vprašanje in našega odnosa do bližnjih in našega odnosa do živali, predvsem pa našega odnosa do ljudi, ki mogoče v družbi niso več tako koristni, kot so bili, ali pa pač ki niso koristni tako, kot se nam zdi, da bi morali biti. Koliko daleč pravzaprav lahko gremo v relaciji do tistih, ki pač so nerabni. Ne? In tukaj je bilo potem malo navezave in na pač to obdobje, bolnišnično obdobje moje babice, ker pač ne bolnišnice, pa neki domovi za ostarele, pa to se vedno pač, to je tudi v smislu, urbanističnem smislu, je to vedno na obrobjih mest, pa na obrobjih vasi, pa nekako se te ljudi pač vedno odriva. In to je bilo, kako se mi potem vežemo na nekoga, ki je šibkejši, na nekoga, ki mogoče ni toliko koristen, kot bi si želeli, da je, in kaj smo pripravljeni, do kam smo pripravljeni iti v odnosu do teh ljudi. In pa seveda potem tudi v smislu materinstva, kaj se zgodi
z žensko ali pa s človekom nasploh, ki ne izpolnjuje svoje družbene funkcije, kot družba ali pa neka skupnost pač pričakuje, da bi jo moral. A ne? In kako se potem ta neka skrb ali pa prijaznost lepo maskira. Ne? Se mi zdi, da Maja Šučur v spremni besedi tako dobro opiše to kot različne obraze solidarnosti. Ne? Kdaj je pomoč samo pomoč, kdaj pa pomoč skriva mogoče zadaj še en drug namen ali pa neko drugo podstat. In tukaj je potem ta Martina prijaznost. To sem želela, ravno ta dinamika je zelo zanimiva. Malo meji na rivalstvo, potem pa na neko tako solidarnost. Kako si v bistvu ustvarila to dinamiko, da je tako zelo pristna, da se marsikdo lahko poistoveti, ne? Če bi bili zdaj popolnoma iskreni, ženske pač včasih čutimo, ne, do drugih sočutje, ampak včasih pa tudi malce rivalstvo, pa neverjetno samo ženske. Ja, zato ker sta v kompleksni situaciji in sta pač človeka, mislim, meni se to zdi, to je nekaj najbolj normalnega, tudi to, da v nekem danem trenutku se mi zelo redko čutimo tako eno čisto emocijo, pa spet drugo čisto emocijo. Pač stvari so zelo prepletene in zelo kompleksne, sploh ko si v neki taki relaciji, kot sta Ida in Marta, ki imata že med sabo neko zelo kompleksno zgodbo, potem sta pa še umeščeni v vas ali pa v skupnost, ki ima zelo specifična pričakovanja do njiju in se potem še to seveda veže gor. Potem je pa tukaj to vprašanje krivde, ne, ki je pa nekako centralno vprašanje tega romana. In imamo nekako tukaj like, ki se vsak na svoj način soočajo s krivdo. Ne? In Idin način soočanja z lastno krivdo ali pa lastno nemočjo je recimo to, da se zapre v hišo in potem ne hodi več ven. Martin način je diametralno nasproten, ne? Da se pravzaprav vrže v neko aktivnost in v zemljo in v obdelovanje zemlje in v pomoč in tako. In tukaj imamo te dve različni verziji ženske, ne, v tem primeru, ali pa človeka, to se pravi ta neka pasivnost, s tem, da je Ida izrazito uporna recimo v svoji pasivnosti, ne, tam imamo nek odstavek, ona pravi, ja, pa morala bi pobrati paradižnike, pa to in tretje, vse na vrtu, pa morala bi zarobati hlače za uno, pa predpasnik za tisto, ampak nič od tega ni več važno. Ne. In se mi zdi, da Ida pač najde moč v tem, da se upre temu, kar bi morala, pa pač nič več ne naredi. Marta pa najde pač moč v temu, da nekako aktivno pristopi k temu, da bi pomagala ali pa da bi se vpletla, pri čemer ne, niti ta pasivnost ni toliko pasivna, kot se zdi, zato ker se pač aktivno upira nekim normam, niti ta Martina aktivnost ni toliko fajn, kot se zdi, zato ker za njo pač stoji nekaj drugega kot samo neka pristna skrb ali pa pristna pomoč. Ne. Skozi njen lik v bistvu pokažeš, da ženske niso nujno samo zatirane, ampak so tudi lahko tiste, ki zatirajo. Ja, to se mi je pa zdelo ful pomembno, zato ker sem pač vedela, da bo ta knjiga tako označena kot, to pa je ful feministična knjiga, zato ker pač itak pa jaz sem mlada, pa sem ženska, pa to je ful popularno, pa tako lahko je potem to nekako označiti, pa pol to bralcem prodajati, pa se mi je zdelo to malo posplošeno, no? Zato ker, ja, saj seveda, ta knjiga se v veliki meri ukvarja z vprašanjem in ženske v skupnosti in medženskih odnosov in specifično tudi prijateljstva med ženskami, pa potem seveda tudi, kot sva rekli, rivalstva med ženskami ali pa sploh med ljudmi nasploh, no? In tudi kako lahko neko milost ali pa milino najdemo v odnosu do ljudeh, ki niso tam zato, da bi nam dali milost ali pa milino. Ne? To se potem tudi na koncu izkaže. Ampak pri tem se mi je pa zdelo pomembno, da zato, ker je Ida pravzaprav takšen lik, da se ga zelo hitro lahko označi kot šibkega ali pa kot smo že rekli, kot pasivnega, ne? Ali pa kot joj, poglejte ubogo žensko, ne? To so potem tudi nekateri pač si tako interpretirali, pa saj vsaka interpretacija je čisto legitimna, ampak v smislu, poglejte, kaj se zgodi z ženskami pod patriarhatom, kako klonejo, ali pa poglejte, kaj se zgodi
v smislu, Ida je morala tiho prenašati moževo varanje in tako naprej in tako naprej. In si res nisem želela te posplošitve, češ pasivna žrtev okoliščin. Ne. Sej, absolutno, ja, ta knjiga se sprašuje, kaj se zgodi z žensko ali pa s človekom v skupnosti, ki pravzaprav nanj izvaja neke določene neizrečene pritiske. Ne. Pa kaj se zgodi s človekom v pomanjkanju, bodi si pač materialnem pomanjkanju ali pa nekem čustvenem pomanjkanju ali pa pomanjkanju možnosti ali pa pomanjkanju izživetega. Ne? To je pravzaprav neke vrste pač knjiga, kjer vsak izmed teh likov ima eno ali drugo pomanjkanje. Ampak se mi je pa zdelo zelo pomembno pokazati, da je lahko pač v tem primeru Marta res zatirana, ampak da hkrati to ne pomeni, da ona naprej ne zatira. Ne? Marta je ta, ki je izrazito nasilna psihično in fizično do svojega moža in je pravzaprav najbolj nasilen lik v tej knjigi. In najbolj tako zavestno škodljiv, namerno škodljiv lik v tej knjigi. In spet, zato ker tako je, zato ker pač žensk in ljudi ne moreš spraviti na ta način. In pač ljudje, ki so zatirani ali pa ljudje, ki živijo pod takšnim ali pa drugačnim nasiljem, se včasih potem obrnejo tudi na ta način, da to nasilje replicirajo naprej. In pač spet, potem so bili komentarji, ampak potem nekako odpiraš prostor temu, pa daješ legitimnost to vrstnim dejanjem. Pa je tako, odpiraš prostor temu, ampak zato, ker se pač o teh stvareh je fajn se pogovarjati, ker obstajajo. In ko bojo nehale obstajati, bom jaz pač nehala o tem pisati. Na nek način tudi pokažeš, da dobro, eno je, da človek, to je seveda nedopustno, povzroča nasilje, kot omenjaš Marto, ampak nekdo pa tudi svojo pasivnostjo in nevmešavanjem in nevtikovanjem v vaške zadeve lahko v bistvu določeno vedenje tolerira. Župnik Lojze tukaj, mislim, ne? To je pa tudi bila, se mi je zdela fina stvar za izpostaviti. Pač Lojze se na neki točki odloči, da bo kar Marti, ker je itak Marta toliko zagreta za to, da bo pomagala Idi, ne, da ji bo kar pustil, da ji pomaga, sej pač on zdaj ne rad nič več dela, če je že nekdo drug prevzel situacijo. In ne samo, da pač pogleda stran, ampak res pač se mu zdi, tukaj nisem, ne bom se vmešaval v to, ker se oni dve. In tukaj se je pojavilo meni to vprašanje, pač a je lahko to pa, da se ne vpleteš, ali pa je lahko molk pač neneutralen. Ne? Mislim, sej v tem nekem družbenem smislu nam je to jasno. Ne? Pač to je ta, prišli so po tega, pa sem bil tiho, prišli so po tega, pa sem bil tiho, pa pridejo. To je nam je čisto logično, ampak v tem intimnem smislu se mi zdi pa, da si dostkrat se to je zdaj mogoče, ampak to je bila taka vedno pri nas doma. Je bilo tako vedno, ko se je kregal, pa ko je kdo začel čez neko frekvenco se pogovarjati, je bilo tako, sej sem daj najprej okno zapriti, da te sosedje ne bodo slišali. In pač ti se kar sam, in se mi zdi, da je to mal ta logika, pač bomo rajš tiho, zato da se ne bo česa mogoče, pa boljš, da se ne pogovarjamo, ker pol tega ni. In se mi zdi, da v tem družbenem smislu nam je ful jasno, pač stvari je treba povedati, treba je izpostaviti, ko vidiš kaj, kar ni prav, ko pride pa do nekih zelo zapletenih, pač intimnih čustvenih situacij, je pa to malo drugače. Je pa v bistvu ful lahko reči, jaz bom raje stopil korak stran, pa pač bom tiho, pa se ne bom vmešaval, pa tako. Kakor, da se v bistvu župnik tega nekako ogradi, ker mu pač to mogoče tudi ni potrebno, ampak obenem pa se preizprašuje, preizprašuje se o veri, o svojemu poklicanosti, poslanstvu, preizprašuje pa se tisti del meje Ganu, ko pač podvomi v to, kdo bo skrbel zame, ko bom pač star in ne bom več mogel tako. Torej ima neke pomisleke, da se je mogoče odrekel nekemu življenju in te pomisleke na drugačen način imajo tudi druge junakinje. To je ta, ga gleda in varuje, kot gleda in varuje vse, ampak ne bo ga kopal, ne bo hranil, kot tega ne bo zmogel sam. Pač, to se mi je res dela taka, meni je Lojze pač župnik, čeprav imamo te dve ženski, ki res živita neke tragična življenja, zame je Lojze pač najbolj tragičen lik v tej knjigi, ker pač ta njegova
ta njegova poklicanost in ta njegova vera sta hkrati pač ta njegova osamljenost in ta njegova groza v tej osamljenosti. In se mi je zdelo tukaj fino izpostaviti, da dobro, ena stvar je ta, ki jo vedno rada poudarjam, da se mi zdi, da vsaka odločitev za je pač hkrati odločitev proti in pač tukaj imamo in to materinstvo in bogoslužje in hkrati, da če se nekdo zavestno odloči za neki in ve, da je to zanga prav, ne pomeni, da mogoče ne trpi v tem ali pa ne dvomi v to. Ne? Pač sej tudi mame, ki se odločijo ali pa ne odločijo za otroke, potem mogoče mestoma trpijo v tej odločitvi. Ne? In pač tako imamo Lojzeta, ki zelo močno verjame pač v svojo poklicanost, v svoje poslanstvo, ampak potem se pa res sprašuje ne samo to pač, kdo bo skrbel zanj, ampak tudi on bi si želel teh občutij, on bi si želel teh relacij, on bi želel vedeti, kaj pomeni imeti ženo, kaj pomeni imeti otroka. Pa to ne pomeni, da pač si ne želi biti duhovnik. Ne? To samo pomeni, da pač ima neko širino, po kateri pač hrepeni, pa ve, da je ne bo nikoli mogel doseči, zato ker se je pač sam tako odločil. Ne? In tukaj se mi je zdel ta teža odločitev, ne? Ker tudi Ido in Marto v zelo veliki meri zamejuje pač teža odločitev. Marto predvsem odločitev pač tega, s kom se bo poročila in kaj to pomeni. Ido pa predvsem pač teža odločitve glede prijateljstva z Mileno in potem vseh teh posledic tega. Ne? In vsak od nas ima pač neke odločitve, ki ga potem spremljajo skozi življenje in ta teža odločitev od nas pač, ne? In to je potem ta krivda, ki se nekako tukaj gor veže na to. In vsak pač nosi takšno ali pa drugačno malo ali pa veliko krivdo, ki se pa najpogosteje, mislim, se mi zdi najgloblje zažre glede teh najbližjih odnosov. Vse tudi zato imamo mi tukaj pač dva para zakoncev, zato ker se mi zdi, da se je najtežje soočiti s to krivdo tega, da si neko bolečino ali pa pač neko nepravičnost povzročil človeku, ki ga imaš najrajše. Ne? Zdaj pri Lojzetu je to malo bolj kompleksno, ker se pač veže na to njegovo višje poslanstvo, pa pač na to njegovo skupnost. Ne? Ampak zato sploh imamo te zakonce, no? Zato ker je nekako, to se mi zdi ta neka najgloblja krivda, ki jo je pač najtežje izpraskati. Pa obenem je tudi preizpraševanje, ali sta se poročili s pravim človekom in obžalovanje ne samo za tistim, da pač življenjem, ki je za tabo, ampak veliko je preizpraševanja, obžalovanja, sploh v Idinem primeru za nečim, kar se ni zgodilo, kar se ni nikoli izpolnilo, ne? Ta bolečina izgube prijateljice, ki se potem odseli in se ta vez potem zgubi, ki jo je pa zgleda blazno zaznamovala, zato se tudi vedno znova vrača k spominom. Ja, tukaj je ogromno enega neizživetega, s tem, da tukaj pri tem vprašanju zakona s pravim človekom se mi v bistvu zdi, to, kar je meni bolj pomembno pri tem vprašanju zakona ali pa njunih zakonov, je bilo to, ali pa s tem sem se jaz največ ukvarjala, no? Tudi pač v kontekstu svojega zakona in tako skozi vse to, ampak je bilo res to, kaj, ko imaš ti dva človeka, ki se mata rada, pa gresta v zakon, recimo, tako kot sta šla Ida in njen mož na začetku, Marta mogoče ne, ampak pač definitivno pa to ne, z najboljšimi nameni, ampak preprosto ne gre, ker smo ljudje, ker smo kompleksni, ker potem prideta dva človeka skupaj z nekimi nezdružljivimi zlomi ali pa nezaceljivimi, to ni beseda zlomi, ampak kaj takrat in kdo je potem kriv. In tukaj je to vprašanje, krovno vprašanje Ide in njenega moža. Ne? Zato, ker dosti ljudi je to knjigo potem brali, oj, boga Ida, ki se je našla tazga moža, ki jo potem vara z drugimi, pa poglejte, kako je on kriv, pa ne. Ampak pomembno je to, da je, zdaj za tiste, ki še niste brali, vam ne bom povedala zakaj, ampak pomembno je to, da je Idi odleglo, ko je on šel in ni bil to več njen problem. In Ida je bila tista, ki se ni želela, ni zmogla pogovarjati. Ne? Tukaj je pač to, ta krivda je zelo deljena in se mi zdi, da sploh v odnosih je dostikrat tako, da pač si želimo, ker je pač tako najlažje sprocesirati, si želimo pač to razdelati. Zdaj ti si kriv za to, pa to je tlele, pa to je tukaj.
Ampak včasih, in to se je pač najtežje sprijazniti, včasih pač nihče ni kriv, včasih pač tako je in stvari so nepravične in stvari razpadajo in se je potem nekako s tem treba soočati. A ne? In Ida pač tega potem ne zmore. Ampak vendarle postaja vedno bolj proti koncu romana aktivna in nekako vidi to moč osvoboditve v iskrenosti. Predvsej drugače kot Marta, ko pa nekako leze in ne gre v stran od te vloge žrtve. Ja, to, kar Ida v bistvu na koncu, to ni zdaj nek velik kvarnik, ali kako se to po slovensko reče. Ida se pravzaprav nikoli ne spravi iz te postelje, v katero se zavleče in tam tudi ostane na koncu romana. In ona pravzaprav edina moč, ki jo potem še ima, je ta moč izpovedovanja na nek način in pač res tega resničnega izpovedovanja. To edino, kar njej še ostane, je to, da si prizna, kakšno je njeno življenje bilo in zakaj in kakšna je pravzaprav zares njena zgodba. In predvsem, in to je res pomembno tukaj, da to nekomu pove. Zato, ker se mi je zdelo, pač meni se zdi, da v tej komunikaciji z nekom in v pripovedovanju nekomu in v tem, da se nekomu zaupaš, da leži ful ene odrešitve. In odrešitve, ki lahko hodiš 14 let ali pa 40 ali pa 80 let k župniku, pa jo najdeš mogoče prej v drugem človeku. In zato se mi je zdelo pomembno, da potem Marta dejansko vstopi v njeno hišo in da je Marta tista, ki na koncu ji poda to možnost odrešitve. Zato ker pač ne najdemo je samo v ljudeh, od katerih jo pričakujemo. Ne? Včasih jo najdemo na nepredvidljivih mestih in zdelo se mi je fajn in pomembno, da se res pač pokaže ta moč pripovedovanja ne sam svoje, ampak zgodbe v splošnem. A ne? Jaz pa rada rečem, ja, da pač ta zgodba o Idi, pač da je nihče ne bi poznal, če je ne bi jaz napisala, če je ne bi povedala. In to je ravno to, a ne? Zakaj si pravzaprav govorimo zgodbe. Zato, da pač te stvari potem še živijo naprej. In to je sploh cel point literature. A ne? Da upovedujemo stvari zato, da grejo dalje in zato, da imajo moč in zato, da lahko vstopajo v druge ljudi, ne? In da si delimo ta prostor. In ta poteza literature je v bistvu na koncu ta Idina poteza. Ne? Pač to, da pove svojo zgodbo. Zdi se mi zdaj to, kar si omenila, tudi torej odrešujoče je, da poveš nekomu, mislim, osebi, kot je recimo Marta, zato ker sem v zadnjem času govorila z ogromno psihiatri, psihoterapeuti. Upam, da ne o tem. Ne o tem, ampak nečem drugem. In sicer so mi nekateri rekli, veste, se ni vedno rešitev pri nas. Velikokrat je lahko rešitev v skupnosti, da se ljudje povežejo. In to se mi je zdelo, zdaj me je prišlo, da je to dragocena stvar, ne? Da v bistvu ti odnosi v skupnosti, ne? Ker včasih se na ruralna okolja se mi zdi, da se še vedno zgleda včasih malce z viškom. Ampak tu pa pokaže to dobro plat, ne? Skupnost ne dvigne kar tako rok, mogoče obsojajo, mogoče govorijo grdo na začetku o njej, ampak potem se najde ena Marta, ko vztraja in je ob njej. Pa meni se zdi, mislim, če ta knjiga kaj zagovarja na nek način, je to, da je treba se o stvareh pogovarjati, pa si povedati, pa poskušati ubesediti stvari, da je tisto, kar je zamolčano, v bistvu nosi neko daljšo in večjo težo kot tisto, kar je povedano, ampak se mi pa zdi, da znamo sploh danes pač res pretiravati s tem, kaj vse morajo ljudje pri sebi razrešiti. Ja, pa s tem si moraš pomagati, pa to ni fajn, pa daj to reši, pa s tem se pa... Tako delamo projekt iz samih sebe, ne? In pač ne sme biti ene sivine, ker to je pa že problem. In se mi zdi, da včasih če te stvari težijo, je fajn, da se jih probaš malo, ampak včasih je dovolj, da jih samo poveš ali pa da samo veš, da so tam. Ne? Ni treba, se mi zdi, pač vsake plati sebe ali pa vsakega elementa svoje zgodbe ali pa svoje osebnosti pač dojemati kot nek puzzle, pa nekaj, kar moraš rešiti, pa zdaj pa to pa je treba nasloviti. Se mi zdi, da pač lahko zelo hitro potem padamo v neko res pretirano patologizacijo nekih čist normalnih
pač zelo pogostih osebnostnih vzorcev. Ne. Pač ljudje nismo klinični in če kaj res ta knjiga to pokaže in fajn je, da nismo klinični, ker ne, zelo bi bilo grozen, če bi se vsi ravnali po nekih. In se mi zdi, da je tukaj je to, ne, zdaj pač seveda, to je ta spektar te knjige, seveda, če ti zanemariš ene stvari, ki te res mučijo in ti sledijo in usmerjajo tvoje življenje, seveda je to zelo slabo in te privede do te točke, do kjer privede Ido. Ampak ja, Ida pač na koncu te knjige ne gre iskati pomoč k psihiatru v prestolnico, ne? Pa tam odkrije svoje novo življenje. Pač ona na koncu pove svojo zgodbo in pač to je dovolj. Zdelo se mi je, tudi zdaj, ko sem drugič brala, presunljivo, da sem se zelo hitro vživela v jezik, v miselnost teh protagonistk, v smislu, zanimalo me je, torej, kako si ujela to razmišljanje, zato ker se mi zdelo, da je dosti dobro. Recimo, meni je drugače, če Slavenka Drakulić piše o starejših ženskah, ker pač je starejša ženska. Kako je tebi uspelo torej ujeti to razmišljanje? Mislim, kakšen research rečemo sicer ponovadi, ne, ko se pripravljam, ampak kako si se torej lotila raziskovanja njihovega doživljanja jezika? Ja, nisem se, nikakršen research, ker se mi zdi, da ni bilo potrebno, pa ne zato, ker imam jaz tak silen uvid v življenje starejših žensk, ampak zato, ker se mi zdi, da so si situacije, v katerih smo, ali pa neka čustvena stanja, v katerih smo lahko zelo podobne. A ne? To sem že rekla, ampak se mi zdi, da je tako ponazarja dobro, da obup, se mi zdi, da obup starejše pa obup mlajše ženske ne je še vedno samo obup. In pač ni spet toliko težko vzeti svoj obup pa ga aplicirati na neko specifično situacijo, v kateri se znajde ženska. Pa tudi vse starejša ženska je samo ženska. Mislim, to je pač ni tako, da zdaj in tle se mi zdi, da ljudje pač delajo napako v literaturi, da začnejo potem pisati na način, kot tako bi pa razmišljala mlajša ženska ali pa tako bi pa razmišljal starejši moški ali pa ne. Pač, izumetničeno deluje. Ja, zato ker si potem pač neke svoje predstave tega, kaj sme in kaj ne sme, pač lepimo na to. Pač to je samo človek, ki se je znašel v neki nemoči ali pa v neugodni situaciji ali pa ne zna ven iz tega in pač pišeš iz te perspektive. Potem pa pač vsake 3 strani poveš, da si je dala ven protezo in je to. Ne? Malo karikiram, ampak je v bistvu res, zato ker ni potrebe po nekih prilagajanjih. Saj seveda so specifične situacije, pa tam je recimo ta stavek, kako lahko se je odpovedati odreči svetu, ki se je že odrekel tebi, a ne? In take neke stvari, ampak to so stvari, ki pač zrastajo iz situacije, ko pišeš, a ne? Ko se postaviš v vlogo človeka, ki se zapre v hišo, ki se odmakne od sveta, ki ima občutek, da ga je svet pač ne? Da je to neka izdaja, da je to nek odmik, da ničesar več nima, pač potem ni težko. Če pa bi jaz se nekako trudila kot mlada ženska, zdaj pa jaz bom pa zdaj pisala, pa bi bilo kaj grozen, ne? In bi bila karikatura in bi bili stereotipi. Presenetilo me je, ker sem jutranji tip, da si knjigo pisala zelo pozno zvečer. Me je presenečilo, da si jutranji tip. Ne, mislim, res so bile to pozne ure, potem, ko si že opravila svoje delo, se mi zdi pomembno povedati. Nisem na začetku izpostavila, ampak Pia je v bistvu novinarka kulturne redakcije Dela in se mi zdi to pač občudovanja vredno, da po celem dnevu pisanja si zmogla še pisati zvečer od 10 do 2, 3 po noči roman. Ja, treba je bilo, roki so me lovili, ampak mislim, to je itak čist drug način pisanja. Pač, ko pišeš publicistična besedila, pišeš nekje na, itak niso literarizirana, tako da to je čist nekaj drugega. Ampak malo je tako, da pišeš na nekem avtopilotu, ne? To je pač neka taka osnovna, pol pa ko pišeš, se pa nekako prestaviš v drugo predstavo. Ampak ja, to je čist druga veščina, tako da ni tako, da bi rekla, zdaj sem eno stvar počela 8 ur, zdaj bom šla pa še to. Pač to je, ne vem, tako, da bi za športnika, vse ne vem, kaj, da bi kolesaril pa bi šel poplavati zvečer. Pač to je čist druga disciplina, ne.
Ampak ja, mislim, meni to zelo veliko pomeni, ne zato, ker bi si jaz zdaj mislila, jaz zdaj rešujem svet s tem, pa to je ful pomembno delo, pa to moram početi, ampak zato, ker meni to veliko da. A ne? In ker se meni zdi, da pač jaz primarno sebe vidim kot avtorico, ne nujno, saj sem novinarka, to je moja služba, ampak način, na katerega pa jaz recimo razmišljam, pa gledam na stvari, pa kako pač moji možgani primarno delujejo, pa v smislu tovrstnega pisanja. Ne? In se mi zdi, da potem pač nekako to mene izpopolnjuje in mi daje občutek, da delam to, kar naj bi počela in da delam to, da v bistvu dajem s tem največ, kar lahko dam. Ne? In to se mi zdi pač fajn, da človek najde tisto, kar se mu zdi, to je pa največ, kar jaz lahko kot človek dam in za ene, kot rečeno, pač za ene je to, ne vem, pisanje, za druge je to vrtnarjenje, za tretje je to materinstvo, za četrte je to, ne vem, služba. Vsak pač najde tisto, kar ima občutek, to je pa, ne. In to meni veliko pomeni, tako da pač, če ti nekaj takega veliko pomeni, pač to delaš potem zase. Pa je pa še fajn, če pač drugi to berejo. To sem želela reči, ker poseben uspeh, meni se zdi, to sem ti že prej rekla, je, da lahko s poslovnim delom naletiš na tako dober odziv pri kritikih, pa še posebej pri bralcih. Knjiga je šla v ponatis, kar je res čestitam, velik uspeh. Se mi zdi, v današnjem času, ko vsi pišemo skoraj priročnike in o sebi, je dragoceno, da še kdo piše kvalitetno leposlovje, zato res iskrene čestitke. Je pa bila pravzaprav najprej kratka zgodba, ne? Preden si iz tega naredila roman. Ja, jaz nisem bila toliko prevzetna, da bi si mislila, da lahko za prvenc, da pišem roman. To se mi zdi tako, to rabiš veliko samozavesti, pa volje, pa to je res občudovanja vredno, tako da rečeš, moja prva stvar bo roman. Pač ni šans, tako kot ponavadi, ne, ljudje zrastejo skozi krajše forme, sem si rekla, ja, pač seveda, dajmo zbirko, ker sem že prej pisala krajše stvari. In se je nekako potem izkazali in to je potem sovpadalo z pač temi premisleki o babici in tako, da to razrašča, da ne znam zapreti, da nimam pač kontrole nad tem materialom, tako da bi ga znala zamejiti. In se je nekako potem začel sestavljati. No? Tako da je pač to zgodba je zrasla sama od sebe in pol itak že nisem imela kaj za narediti, pa je pač to treba napisati. Ampak glede same recepcije pa meni se zdi res, res lepo in jaz sem res, res vesela, da je ta knjiga tako sprejeta, pač ne samo zato, ker se meni zdi to fajn, ker je moja knjiga, ampak zato, ker sem dobila pred izdajo te knjige, no pa še ob pisanju opozorila, kao, ja, sej kritiki jo bojo imeli radi, zato ker je pač zelo literarna knjiga, ne, veliko enih literarnih postopkov, pa slog, pa bla, bla, bla. Ampak ne moreš pa pričakovati, da se bo pa široko brala, zato ker se pač ljudje ne bodo ukvarjali s tako zahtevno temo, pa zahtevnim slogom, pa tako. In tukaj se mi zdi zelo povedno, ne, to, kako mi tretiramo knjižni trg pa bralce, pa tako, pa mogoče tudi je to odgovor na vprašanje, zakaj ljudje manj in manj to vrstnega leposlovja berejo, ker pač, če jim ga ne boš dal, ker se ti zdi, da ga ne bojo brali, pol ga ne bojo brali. In se mi zdi tukaj super, ker je meni pokazal, ker sem se jaz potem realno bala, to pa, pa kako bo to. Meni pokazal, da pač halo, seveda pišeš, kar želiš pisati, ker se ti zdi dobro, pa ne podcenjuj ljudi, bo že našel pač pot do, ne. In se mi zdi, da je to neka taka popotnica za naprej in za avtorje nasploh, da pravzaprav meni se vedno zdi, da je tukaj kot avtor, da se moraš zavedati tega dvostranskega zaupanja. Ne? Pač moraš se zavedati, in to je ful pomembno, zato da ne pišeš sranja, a ne? Pa da ljudi ne poskušaš prenesti naokrog, da tebi bralci zaupajo. Ti zaupajo svojim denarjem, pa svojim časom, pa svojim miselnim, pa čustvenim prostorom, pa zaupajo ti, da jim boš dal nekaj, kar je pač nečesa vredno. A ne? Hkrati moraš pa pač tudi ti zaupati bralcem in vedeti, da so sposobni sprejeti marsikaj, če je pač to marsikaj dober. A ne? In zaupati, da pač to, kar boš dal ven, da bo splavalo. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, mogoče ne pri 30 000 bralcih,
ampak tiste, ki ima namen najti, jih bo našlo. A ne. In pač to neko, ta lup zaupanja se mi zdi pri to vrstnem delu ful pomemben. No. Se strinjam. Tako da tudi najlepša hvala vam, da ste danes zaupali nama. Bi vas pa povabila, če ima kdo kakšno vprašanje za Pijo. Se mi zdi vedno fino, da dam možnost tudi poslušalcem. Jaz sem čisto preveč govorila, tako da super. Jaz bi se vam res tudi rada še enkrat res lepo zahvalila. Jaz nisem pričakovala, da vas bo danes toliko. Jaz se ne bi v tem vremenu na lasten dogodek odpravila, če ne bi rabila biti tukaj. Ne, šalo na stran, res hvala. Se mi zdi, da res tako, ko govorimo o življenju knjige, pač tako kot vsaka stvar, pač to ne živi brez ljudi, ki jo sprejmejo. A ne. V bistvu ta okolica ali pa ta vas je tako močno potopljena v to, zato ker sem nekako jaz skozi otroštvo šla skozi verouk, pa potem vsako nedeljo v cerkvi, pa tako. In se mi zdi, da je to zelo pogosto neki imaginarij, za katerega si ljudje, ki niso odraščali v takih okoljih, predstavljajo, da je to nekaj zelo oddaljenega ali pa da je to nekaj zelo abstraktnega, pa da sej, pa ta vera, pa kdo to, ne. Ampak realnost je pa taka, da to ljudem pride zelo blizu in tudi ta neka vprašanja krivde in odgovornosti in skupnosti in molka in vsega tega. In potem imamo seveda tudi te odlomke iz Biblije, ki se zelo natančno vežejo na situacije teh likov, zato ker so to zelo življenjske stvari. In ljudje, ki pač odraščajo v teh okoljih in odraščajo s temi zelo močnimi podobami in s pač tem zelo močnim imaginarjem, to se zažre vate in pač ne glede na to, kje pol živiš, kako potem živiš, pač ti to nosiš s sabo. A ne? In so to zelo, kot rečeno, zelo življenjske stvari in zelo realne stvari za ljudi, ki to živijo. In se mi je zdelo pač pomembno pokazati to plat. Hkrati pa se mi je zdela zanimiva ta vaški spoj ali pa ta vaška prepletenost nečesa zelo povzdignjenega, ne, sakralnega v tem smislu, pa nečesa, kar bi spet iz neke zunanje perspektive ali pa z perspektive nekoga, ki ne živi tega, označil za vulgarno ali pa za nizko, recimo veselice, pa narodno-zabavna glasba, pa tako. In se mi zdi, da v vaseh ali pa v takih vaseh, v kateri sem jaz odraščala, je ta spoj ful zanimiv. Ne? To, da greš ti lahko pač zjutraj k maši pa zvečer na veselico, ne? Pa da obeh enako živiš, to se mi je zdelo pač super. Res še enkrat hvala vsem. Hvala.